Bila govorniške modro, mogoče kar Dragico Čeč, torej višjo znanstveno sodelavko, zaposleno na ZRS Koper, ki poleg tega, da je vpeta v organizacijo današnjega dogodka, se zelo aktivno ukvarja z vprašanji zgodovine vsakdana v zgodnjem novem veku in tudi 19. stoletju. V zadnjem času predvsem z odnosom in vsakdanom starostnikov, kulturo solidarnosti in mešane ekonomije preživetja, kulture protesta, plemiškimi strategijami. Med drugim, kot rečeno, torej intenzivno raziskuje v okviru projekta Kulturno-zgodovinski vidiki staranja, izkušnje reprezentacije identitete, ki ga financira ARRS, znotraj katerega je bil v bistvu oblikovan tudi današnji panel. Tako da jo lepo povabim. Ja, lep pozdrav še enkrat vsem skupaj. Poskušala bom biti čim krajša, da ne bomo tudi z mojim referatom predolgo in da ne bi bila predolga, bom začela v bistvu z tem prvim slajdom. Naš projekt se v bistvu primarno ukvarja z dojemanjem starosti v 19. stoletju, ampak če hočemo razumeti dojemanje starosti v 19. stoletju, si moramo na začetku razjasniti kar nekaj pojmov in nekaj predstav, ki jih imamo o staranju in starosti v preteklosti. In bi pred tem slajdom, ki ga bom posvetila tisti dominantni skupini v 19. stoletju, ki oblikuje to mnenje, povedala nekaj ključnih izhodišč, da pač lahko razumemo staranje in starost v 19. stoletju. Mogoče prva asociacija, ki jo dobimo z staranjem v, bomo rekli, predmodernih družbah je, da v bistvu starostnikov malo, kar v bistvu ne drži čisto. Tudi za čas, ko imamo zelo nejasne definicije, koliko je posameznik star, posameznik niti sam ne beleži svoje biološke starosti, je jasno, da so v družbi obstajali tudi zelo stari ljudje. Moj prvi vzorec, kjer v bistvu lahko dobimo že zelo adekvatne podatke o tem, koliko lahko posameznik star, izhaja iz začetka 19. stoletja in tam med, bomo rekli, najbolj revnimi pripadniki neke urbane skupnosti najdemo tudi posameznike, zlasti pa posameznice, ki so stari od 90 pa do 103 leta. Tako da v bistvu tudi v, bomo rekli, družbi pred 19. stoletjem imamo zelo stare posameznike, je pa teh manj kot v, bomo rekli, v modernih družbah. Naslednja ena taka stvar, ki jo mi povezujemo ali pa moderni človek povezuje s staranjem, je ideja starostnika, ki v bistvu uživa v neki pokojnini in živi neko tako, bomo rekli, bolj ležerno življenje, kar pa ni bila podoba starosti pred uvedbo pokojninskega sistema. Vrednota družbe, bomo rekli tudi konca 19. stoletja, je, da si posameznik želi delati, kolikor dolgo bo lahko. Ne velja to samo za tiste družbene skupine, ki so, bomo rekli, v družbi imajo najmanj pravic in najmanj premoženja. Velja tudi za tiste, ki imajo največ premoženja. Ravno v zadnjem času se ukvarjam z korespondenco zelo vplivne plemiške družine Kobencel, katere predstavnik v drugi polovici 18. stoletja živi že v, bomo rekli, po vseh parametrih obdobju starosti, ampak iz njegove korespondence, ki jo ima z upravitelji svojih gospodstev, nikjer ni videti, da bi bil star. Ko se odloča, da bi prišel pogledati svoje gospodstvo, pravi celo, da ne bi ves čas se peljal s kočijo, da je sposoben tudi še kje hoditi. Se pravi, bomo rekli, osnovni ideal je bil, da vsak posameznik želi delati in če slučajno ne more delati, bo to svojo nezmožnost dela in te svoje fizične omejitve raje skrival, kot v bistvu dal na prvi plan. In če vzamem še enega predstavnika te družine Kobencel, zato ker so v bistvu zelo dobro, bomo rekli, ohranjeno njihova pričevanja, je v bistvu dnevnik njegovega očeta, Janeza Gašperja II. Kobencla, ki je zasedal drugo najpomembnejšo funkcijo v monarhiji, funkcijo dvornega komornika.
Na koncu upravljanja te svoje funkcije tik pred smrtjo Marije Terezije, s čimer je bila tudi v bistvu se končala ta njegova funkcija, ker te funkcije so bile vezane na osebo vladarja. Ne iz njegovega dnevnika, ne iz tiste korespondence, ki jo imamo, ne vemo, da je v bistvu bil že zelo slep in zelo onemogel in da ga tudi zato ni pri teh pogrebnih slovesnostih od Marije Terezije in so ga tudi zaradi tega, recimo tudi avstrijsko zgodovinopisje, nekako izpustilo iz nabora tistih najbolj vplivnih posameznikov na dvoru, četudi je to večino časa upravljanja svoje funkcije imel. No in tretji mit, povezan z recimo obdobjem starosti v predmeščanski družbi, je mit o veliki patriarhalni družini, ki skrbi za svoje starostnike. Prvič, ta mit lahko podreže dejstvo, da v bistvu je bila neka dinamika, demografska dinamika v predmoderni dobi taka, da so se mnogi ljudje poročali pozno, kar je pomenilo, da so v bistvu prišli v svojo starost, ko so bili njihovi otroci še zelo mladi. To je zelo značilno za urbana središča, ampak tudi za določena ruralna središča, ker sem se v enem drugem kontekstu ukvarjala z gospodstvom Riechenberg, ki je tukaj blizu in zajema večino Krasa in tudi nekaj vasi v Vipavski dolini. Je tam videti, da so v bistvu prevzemniki kmetije, se pravi podložniki, ki so urbarialni zavezanci, svoje otroke dobivali v svojih 40 letih. In zelo redki pred tem obdobjem, se pravi, v bistvu so lahko prišli že v delovno nezmožnost, ki pa se je v tem času, kažejo različne raziskave, začenjale že po 50. letu, prišli že, ko so bili ti otroci še relativno mladi. In druga stvar povezana s tem mitom o veliki patriarhalni družini, ki skrbi za svoje starostnike, je dejstvo, da v bistvu tudi meddružinski odnosi v nobenem zgodovinskem obdobju, pa tudi ne v dobi predmoderne, niso bili harmonični. In tukaj lahko vidimo eno drugo gospodstvo Bled, kjer imamo ohranjene sodne protokole za večino 17. in 18. stoletja, ker sem jaz skozi eno štih probo in ravno za današnjo predstavitev šla pogledati moje zapiske iz časa, ko se še nisem tako ukvarjala z zgodovino starosti, za eno celo, se pravi en sodni protokol, ki zajema 1000 zapisanih folij, približno 5 koledarskih let. In v teh letih se je med primeri, ki so se pojavili na tem patrimonialnem sodišču Bled, znašli vsaj 4 primeri tožb zaradi nespoštovanja užitkarskih pogodb. Zdaj, gospodstvo Bled je videti iz teh protokolov je imelo malce drugačne prakse kot gospodstvo Riechenberg, saj iz te prvega pregleda se zdi. Tam je večkrat prišlo za poroko sinov in hčera do predaje kmetij. Sklenile so se preužitkarske pogodbe in te so se zelo dostikrat kršile. Se pravi, v 5 letih smo našli vsaj 3 primere, v katerih je prišlo do tožbe na sodišču zaradi nespoštovanja te pogodbe, in ne samo to, v enem primeru je prišlo tudi do verbalnega in fizičnega nasilja med, bomo rekli, prevzemniki kmetije in ostarelimi starši. Tako da v bistvu ti miti o veliki patriarhalni družini, ki je zelo pogosta tudi v, bomo rekli, nekem sociološkem diskurzu, vsekakor ne držijo. No, se pa v 19. stoletju malce spremeni celotna ideologija starosti, ker prihajamo v dobo meščanske družbe, ki je izrazito obsedena, lahko rečemo kar obsedena, z idejo o napredku in z idejo o osebnem uspehu. In v te kontekste zelo težko sodi obdobje, ko se človek stara, ko ni več sposoben zaradi nekih fizičnih in drugih okoliščin slediti tistemu tempu in tistemu načinu življenja, ki ga je bil vajen pred tem. Zdaj, tukaj bom šla malce hitreje naprej, lahko ste že vmes, medtem ko sem govorila drugo, na hitro prebrali, kaj je meščanstvo, ker pa meščanstvo je en zelo ozek krog ljudi, ki pa v bistvu diktira neko družbeno ideologijo, ki zajame celotno družbo.
Zelo pomembna podstat tele meščanskemu razumevanju starosti je razsvetljenstvo, ki želi vse imeti obvladljivo in racionalno. Prav ta obvladljivost je nekaj, kar spet s temi biološkimi okoliščinami staranja ne gre vedno skupaj. V 19. stoletju ravno zaradi tega, ker v bistvu mogoče nekateri, bomo rekli, uspešni meščani v starosti doživljajo, bomo rekli, neko družbeno, družinsko in vsakršno stagnacijo, v ospredje spet pride ta ideologija življenjskih obdobij, ki je ideologija, ko sem jaz prvič znašla pred temi upodobitvami, so se z njo ukvarjali predvsem zgodovinarji zgodnjega novega veka in je veljalo, da ne bi bila ta ideologija posebej namenjena srednjemu sloju, se pravi urbani družbi, obrtnikom, ki jih je recimo ta stagnacija v starosti najbolj prizadela, ampak v zadnjem času tudi z širjenjem te interesa za to tematiko v evropskem prostoru vidimo, da ta motiv izhaja že iz antike in da je zelo prisoten tudi v srednjem veku, tudi v recimo cerkvenih upodobitvah in se potem v bistvu v 19. stoletju samo reproducira neke zelo stare podobe. Ta razdelitev življenjskih obdobij je v 19. stoletju lahko razdeljena na 12, 10, gre na različne sisteme, na 12 ali 10 življenjskih obdobij. Za recimo srednji vek je pa zelo značilna razdelitev na 7 obdobij, pri čemer se zadnje obdobje začne z posameznikovo starostjo 63 let, kar bom še eno stvar, kar bom povedala, zelo blizu tudi neke družbe še 19. stoletja. Če grem še naslednjo, tudi te upodobitve niso značilne samo za meščansko družbo, tako so pronicljive, da pride v bistvu do vseh družbenih slojev, tudi do podeželskega prebivalstva in to je upodobitev življenjskih stopnic, zelo moška, če ste zelo pozorni, vidite, da gre za v bistvu življenjske stopnice moškega in ne para, kot recimo tam pri meščanskih upodobitvah. In je recimo res prisotna tudi v kmečkem okolju. Jaz sem se ravno pred kratkim začela spraševati tudi, kaj se recimo v 19. stoletju spremeni pri podeželskem prebivalstvu in zdaj bi se vrnila mogoče na tiste dve stvari, ki sem jih povedala o Richenbergu in o Bledu in imam tudi že neke delovne teze, zakaj je temu tako. V bistvu tisto, kar pozabljamo, je, da v bistvu imamo v fevdalnem sistemu različne prakse v okviru zemljiških gospodstev, kako se predaja kmetije, kako se predaja v bistvu urbaljalno zavezanost z enega podložnika, ne drugega. In tukaj jaz mislim, da je eno ključno vprašanje plačil pri tej predaji in recimo konkretno za Richenberško gospodstvo vemo, da so bile ta plačila v predaji kmetije izredno visoka, predmet konfliktov in da se je verjetno te kmetije predajalo šele po smrti prejšnjega urbaljalnega zaveznika, medtem kot za Bled, ravno zaradi teh poročnih pogodb, ki jih imamo kar nekaj ohranjenih, z gospodstvom Bled je bila praksa, da se je te kmetije predajalo že v bistvu ob poroki, se pravi ob polnoletnosti otrok in pred smrtjo prejšnjega urbaljalnega zavezanca, kar je verjetno bilo pogojeno tudi s tem, da so bile v bistvu te dajatve nekoliko nižje. Zdaj v 19. stoletju je pa ključna sprememba, ki se zgodi, odprava fevdalizma. In v bistvu z občim državljanskim zakonikom dobimo možnost, se pravi širšo možnost predaje teh kmetij, kjer ni treba nič več plačati, kot je bilo treba v nekaterih zemljiških gospodstvih. Se pravi, spremeni se ena praksa in imamo še en zelo močen zunanji vpliv in to je vojaška obveznost. Mi vemo, da v bistvu bil tisti, ki je bil prevzemnik kmetije ali pa lastnik kmetije, odproščen vojaške službe. In imamo prakso in imamo tudi veliko konfliktov
že iz začetka 19. stoletja, ko v bistvu lastniki kmetij predajo kmetije svojim otrokom, svojim moškim potomcem, samo zato, da bi jih rešili pred vojaško suknjo. In imamo zaradi tega tudi številne konflikte, ker ti otroci prehitro, se pravi premladi, pridobijo te kmetije in potem v bistvu starši, ki so še delovno aktivni, želijo te kmetije obdelovati, novi prevzemnik pa ima neke svoje interese, kako naj bi to izgledalo, in prihaja do številnih konfliktov. In je to še ena stvar, ki v bistvu zelo nismo še pri nas raziskali, je pa na to prakso opozoril recimo že Zidar v svoji zgodovini družine. To so ene stvari, ki se zagotovo na podeželju v 19. stoletju bistveno spremenijo. In spremenijo tudi dojemanje starosti, se pravi, zlasti na tistih področjih, kjer je prej veljalo, da v bistvu ti kmetijo dobiš šele ob prevzemu, šele ob smrti svojih prednikov oziroma svojih prejšnjih lastnikov. Mogoče se mi zdi to precej nenavadno, moram pa dati še en podatek in zato mogoče namesto, da bi mi kaj drugega povedala, raje to povem. Konec 18. stoletja, ko se uveljavlja prvi poskus občega državljanskega zakonika, obstajajo posebne okrožnice, se pravi centralnih organov, se pravi dvor je pač tisti, ki vodi v 18. stoletju politiko normirane družbe, in med temi okrožnicami v 80. letih 18. stoletja je celo ena okrožnica, da mora prvi sin prevzeti kmetijo in ne zadnji, češ da je splošna praksa v monarhiji, da kmetijo prevzema najmlajši potomec, in s tem, da se dostikrat zgodi, da v bistvu ostanejo prikrajšani tisti otroci, tisti sinovi iz prvega zakona, ki bi bili najbolj legitimni prevzemniki določene kmetije. Se pravi, v 19. stoletju se na področju, bomo rekli, nekih razmerij, lastniških razmerij posameznika v družbi in razmerij in odnosa do, bomo rekli, ostarelih lastnikov kmetij z odpravo feudalizma marsikaj spremeni. Kar se pa tiče, bomo rekli, meščanske družbe, pa bom tukaj zaključila, pa boste kakšno stvar prebrali tudi še kakšen članku, ki ga bomo objavili v tem letu, je dejstvo, da je v bistvu revščina, zlasti revščina družbenih podslojev z industrializacijo, migracijami postane velik problem meščanske družbe, in v bistvu tisti klasični meščani, o katerih sem pokazala na prvem slajdu, starost dojemajo zlasti kot problem. Marsikateri meščan 19. stoletja je uradnik, in dobiva kot uradnik pokojnino, pokojnine dobivajo tudi vojaki do določenega čina, pokojnine dobivajo uslužbenci na železnici, pokojnine počasi dobivajo tudi uslužbenci pošte, rudarji, in v bistvu za tiste, bomo rekli, ljudi, ki so zaposleni kot delavci ali pa kot neki dninarji, nekega sistema ni, in v bistvu ti, ki vodijo družbo, jih vidijo zlasti kot problem, zlasti zaradi neorganiziranosti ali pa slabe organiziranosti nekega reševanja socialnih problemov v monarhiji še daleč v 19. stoletje. Mogoče še čisto za konec samo še en podatek. Verjetno vas zanima tudi potem kakšen delež starostnikov ob koncu 19. stoletja. Tukaj imamo eno zelo dobro študijo kolega iz Inštituta za novejšo zgodovino, ki je v bistvu neke, bomo rekli, čisto empirične podatke primerjal z splošnimi podatki. To je Andrej Penčur. In kaj je on ugotovil? Pač statistika beleži, se pravi državna statistika beleži starostnike od starosti 60 let, in za Kranjsko je ta delež v 80. letih kar 10%. Ampak kaj je potem še izračunal z tega, bomo rekli, konkretnega podatka, ki se nanaša na Dolenjsko, je, da pri 65 letih pa je teh starostnikov bistveno manj, kar pomeni, da je in približno se zmanjša število za polovico. To pomeni, da je v bistvu v tem času
Spravi 160 let doživelo še zelo veliko ljudi, medtem ko se recimo do starosti 65 polovica teh starostnikov umre, polovica potem pa lahko živi, kot sem rekla, tudi do 100 let in več. No, toliko za en tak uvod in razmišljanje o starosti, zdaj pa predajam besedo naprej.